Dober večer in lepo pozdravljeni na današnjem znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici. Današnji gost, akademik profesor dr. Peter Pfeiffer, je profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem potresnega inženirstva in dinamike gradbenih konstrukcij. Akademik Pfeiffer je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član Inženirske akademije Slovenije, član Evropske akademije znanosti in častni član Evropskega združenja za potresno inženirstvo. Je med najbolj citiranimi strokovnjaki v svetu na področju potresnega inženirstva. Svoje znanje je posredoval številnim študentom po svetu, na različnih univerzah, kjer je predaval kot gostujoči profesor, velja omeniti Stanford univerzo v Kaliforniji. Do letošnjega leta je bil eden od 3 urednikov najuglednejše znanstvene revije Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Bil je tudi član izvršnih odborov Evropskega in Mednarodnega združenja za potresno inženirstvo in v tem svojstvu je sodeloval pri pripravi evropskega standarda za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 in seveda igral ključno vlogo pri implementaciji tega standarda v Sloveniji, zlasti ko je sodeloval pri reševanju potresnih problemov, zahtevnih konstrukcij, med katerimi omenimo jedrsko elektrarno v Krškem. Akademik Pfeiffer je prejemnik več nagrad, velja omeniti nagrado Republike Slovenije za vrhunske dosežke na področju gradbeništva, nagrado Inženirske zbornice Slovenije za življenjsko delo na področju graditve objektov in lansko leto Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Akademik Pfeiffer, prosim, da nam predstavite naše delo. Hvala lepa za ta uvod, lepo pozdravljeni. Veliko veselje in čast mi je tole današnje predavanje. Po pravici povedano sem prvič tukaj in malo smo se sprehodili okrog in sem navdušen nad temle okoljem, tako da lepa hvala za povabilo rektorju Zavrtaniku, in ki vabilo mi daje eno možnost, da povem nekaj o potresih in njihovih posledicah na gradbene objekte. To je ena stvar, ki več ali manj vsakega zanima, ampak samo en kratek čas. Takrat, ko se zgodi potres, kakšen dan, če je nekje daleč, po kakšnem dnevu se že pozabi, če pri nas pa tudi eksponencialno to upada, tako da vsake toliko časa je treba spomniti, da te stvari obstajajo in da je treba nekaj ukrepati. Torej, jaz sem to predavanje pripravil precej popularno. Jaz vem, da ste vsi strokovnjaki na svojih področjih, ampak najbrž je to potresno inženirstvo malo oddaljeno, tako da bom skušal čim bolj popularno to povedati, največ slikam, kaj se je dogajalo. Torej, tle vidimo vsebino, začel bom s prikazom posledic potresa in glavnih napak pri gradnji s kratkimi komentarji, malo ena omemba raziskav po svetu in pri nas, da malo dobite občutek, kaj se dela, kakšne so razmere v Sloveniji in na koncu bomo skušali odgovoriti, ali so gradbeni objekti v Sloveniji potresno odporni. Torej, začel bom s 3 potresi, ki so se ravnokar zgodili, 2 meseca, 3 mesece nazaj in najbrž smo jih že pozabili, ker so bili že daleč. No, tale slika je dosti krožila po medijih, to je bila Tajvan, stolpnica se je podrla, veliko mrtvih, veliko ranjenih, okolici ni bilo veliko poškodb, torej to je en primer šlamparije, če rečem, pri gradnji, pri projektiranju in te ljudje so danes za zapahi. No, pol je bil potres tudi en dober mesec,
nazaj na Japonskem. To je bilo značilno, da sta bila dva potresa, en magnitudo 6,2 in potem čez 2 dni večja magnituda, to je precej neobičajna situacija, ponovadi je obratno. In mimogrede, da malo dobimo občutka, to je zgornja meja tistega, kar pričakujemo pri nas. Magnituda 7 je na našem področju zgornja meja, kar naj bi se pričakovali. Rečemo, potres v Idriji naj bi bil bliz tega, vsi ostali so bili pod tem. No in ta zadnji, pravzaprav še isti dan, je bil v Ekvadorju. V Ekvadorju tudi potres, ta je bil močnejši, tudi hujše posledice. No in tukaj vidimo nekaj, kar imenujemo mehko etažo in ker bom pol bolj še več slik pokazal. To je najbolj nevarna situacija, ki lahko nastopi in rušenje spodnje etaže mehko pritličje ali pa v neki etaži. O tem bomo še kasneje govorili. No, če grem zdaj malo na starejše. Črna Gora leto 1979 je bilo zelo pomembno za Slovenijo, takrat smo bili mi seveda del Jugoslavije in to je bil potres, ki je bil precej močan, tudi magnituda tam nekje okrog 7. In to, kar tukaj vidimo, je tako imenovan sendvič. Mi to v žargonu imenujemo sendvič. To je najhujše, kar se lahko zgodi, posamezne plošče, stebri se porušijo, posamezne plošče grejo skupaj in tukaj je zelo težko karkoli rešiti. Sreč, tukaj, to je bilo vse aprila zgodov in ni bilo žrtev, ker so bili hoteli prazni. No, seveda niso samo stavbe, inženirski objekti, infrastruktura, to je znan primer Japonska leta 1995, kjer je dvonadstropna avtocesta bila na eni veliki dolžini porušena. Torej, objekti visokogradnje, infrastruktura, industrijski objekti, silosi, primer iz Turčije. Zdaj seveda lahko si mislimo, tudi predstavljamo, da je tule v kakšnem silosu kakšna strupena tekočina ali pa kaj, kar je nevarno za okolje, to lahko izteče ven in to je seveda tudi nevarno. No, to je primer spet iz Tajvana, kjer malo to kažem, zato da dobimo občutek o tem, kaj se lahko dogaja med potresi. Pri nas tega takih hudih posledic ne pričakujemo, ko jih bomo videli tle. Tle šel namreč prelom točno čez tole pregrado, tukaj le čez. In tle vidimo to deformacijo, ki zdaj na tej sliki niti ne zgleda tako zelo hudo. Tole je situacija, to je bila slika iz leta 1999. No, jaz sem bil tam precej kasneje in tle se vidi, to je bila situacija višinska kota pred potresom in po potresu. Torej za 12 metrov je bil premik v vertikalni smeri. To je največji premik, ki je bil do zdaj nekje registriran v zadnjem času. Seveda, če objekt stoji točno na prelomu, potem imamo težavo. No, če gremo malo bližje, L'Aquila leta 2009, staro jedro, to je spet potres, ki je velikostnega reda, tak, kot ga pričakujemo lahko pri nas, tudi objekti so približno taki, kot so pri nas, mogoče malo več kulturne dediščine tam v Italiji in tole jedro, staro mestno jedro, kjer je živeli pred potresom tam 20-25 tisoč ljudi, je bilo mesto duhov in je še danes mesto duhov od leta 2009. To bo še mogoče ene 10 let, ker ni bilo vse poraziran, porušen, ampak je bilo nemogoče bivati in mesto je izpraznjeno. In to so seveda hude stvari. No in gremo še malo bližje in malo kasneje Emilia Romagna. Spet potresi, ki jih lahko pričakujemo pri nas, zato je bilo najbolj tipično izredno slabo obnašanje montažnih objektov, ki jih imamo tudi pri nas. Problem tlele je bil, da čeprav v Italiji, kjer se pričakujejo potresi, na tem ozemlju Emilije Romagne
nekako potresov niso pričakovali in so šele pred mogoče 10 leti uvedli neke potresne predpise in še z neko zelo majhno obtežbo, tako da te potresi so bili presenečeni. No, zdaj malo več bom povedal o tem potresu Čile 2010. Ta, bom takoj povedal, je primer, kjer so močan potres in razmeroma majhne posledice so bile. In sicer potres je imel magnitudo 8,8, to je 4. ali 5. najmočnejši potres, odkar se potresi inštrumentalno registrirajo, in to je dobrih 100 let. In dobra številka je 580 mrtvih, samo glede na jakost potresa in na obseg ozemlja, ki je bil prizadeta, je to majhna številka. Bomo videli, ker naslednji bom kazal Haiti, kjer so številke čisto druge. Seveda brezdomcev in škoda je velika. Tle je tipično za Čile, ker se stalno pojavljajo potresi in to močni potresi, visok nivo raziskav, dobri predpisi z eno izjemo. Oni so imeli ameriške predpise prevzete, sam naredili so eno izjemo na podlagi dobrih izkušenj, ki so jih imeli prej, ampak tam so naredili napako in zaradi tistega je bilo precej stolpnic močno poškodovanih. In praviloma dobra praksa, ker ni zadosti, da imamo samo dobre predpise, važno je tudi dobra praksa. V Turčiji se na primer videli, imajo dobre predpise, ampak praksa ni vedno dobra. No in edini objekt, ki je bil kompletno porušen, to je tudi znan primer, je ena stolpnica, ki se je kompletno prelomila in prevrnila, torej ta objekt odzad je drug objekt. Torej ta stolpnica je nekaj podobnega kot tisto, kar smo videli čisto na začetku v Tajvanu. Samo dokler niso tako očitne napake bile in se še študira, kaj je bilo kle narobe. Torej, to je bil nov objekt, tole je situacija pred potresom. 15 etaž, armiran beton, stanovanjska stavba, zgrajena 2008, potres je bil 2011. Še niti vsa stanovanja niso bila vseljena. In tle so posledice, torej so razmerno majhno število mrtvih, bi rekel, za tako prevrnitev. Torej, to je bil edini objekt, ki se je kompletno porušil v Čilu. In tle je malo statistike, torej od nižji objekti 0,5% je bilo močno poškodovanih, to se pravi uničenih objektov ali torej takih, ki je bilo treba potem porušiti, ali pa pri višjih objektih nekje 3% objektov. Torej te številke so razmerno majhne. No, če gremo pa zdaj in še ena slika, to je bil objekt tam zelo blizu tiste stolpnice, ki se je kompletno porušila, sva s kolegom, ki sva bila tam, to je bil en garažni objekt, cel objekt pregledala, tudi ene razpoke ni bilo videti, to se pravi dokaz, da se da tudi delati tako, da ne pride do poškodb ali pa do hudih poškodb. Kle sploh ni prišlo do poškodb. No, druga skrajnost, ki jo kle kažem, je Haiti leta 2010. Tam jaz nisem bil, ampak to so pač slike povzete, tam je bila popolna katastrofa. Neke številke, magnituda 7, spet ni pretirana magnituda. Mimogrede, da vas spomnim, magnituda, sprememba za eno stopnjo v magnitudi pomeni 32-krat večjo energijo, ker to je logaritmska skala, pa še z nekim faktorjem. Torej, razlika med 9, ki je bilo prej 8,8, blizu 9 in 7 je 1000. Razlika v sproščeni energiji je približno faktor 1000. No in ta 7, kot sem rekel, je nekje zgornja meja tega, kar se lahko pri nas zgodi. Zdaj, z začetka so govorili o 300 000 mrtvih, potem se te stvari popravljajo, ampak tudi če je 100 000 mrtvih, so to številke, ki so drugega velikostnega reda in tako naprej, brezdomci, škode. 60% vladnih administrativnih stavb in 80% šol v Port-au-Prince, ki je bil
prizadetje neuporabnih. Torej, to so najhujše posledice potresa, merjeno število žrtev glede na celotno populacijo države in 120% nacionalnega bruto produkta je ta potres zahteval. In država je povsem nepripravljena bila na potres. Sploh niso računali, čeprav so se potresi zgodili, to je revna država, popolnoma nepripravljena in potem so posledice take. No in seveda imamo vse te vmesne variante, ki nimam časa, da bi jih gledali. Torej, standardne napake in njihove posledice. Če začnemo na tleh, temeljenje. Temeljenje je izjemno pomembna zadeva, to so znane slike iz Japonske, tako imenovana likifakcija. Med močnim potresom se teren pod določenimi, ne vsak teren, ampak peski prepojeni z vodo in tako naprej. Samo takih lokacij je veliko, v vseh vodah so take lokacije, se ta teren začne obnašati kot tekočina. Zato se imenuje to likifakcija, utekočinjenje terena. In seveda, če objekti niso ustrezno temeljeni, pride do prevračanja, posedanja in tako naprej, kot tle vidimo. No, še en primer iz Turčije, kjer se objekt prevrne. Torej, temeljenje je zelo pomembno na takih terenih. No, sovražnik številka 1, ki sem ga prej omenil na sliki iz Ekvadora, sem tleh bo malo več pokazal, je tako imenovana mehka etaža. Ta nastane iz arhitektonskih razlogov predvsem, ker predvsem je to v pritličju. V pritličju je ponavadi namen objekta drug kot odzgorje. Kaj si malo, so trgovine, ali je hotel, pa je neka velika dvorana tam, pa dajo ven stebre, ali pa izložbe, ali pa parkirni prostori od spodaj. Torej, vrsta je teh primerov, ko je pritličje oslabljeno v primerjavi z zgornjo etažo. In to je najbolj kritično za obnašanje na potresnih območjih. Torej, to je slika pred potresom, to je vzeta iz Google Street in to vsak se malo spozna na potresno inženirstvo, ve, da to ne more prenesti nekega močnega potresa. No, in to je situacija po potresu, to je bil hotel. In takih primerov in slik, jaz jih imam sam iz lastnih izkušenj, imam mogoče 100 objektov, sigurno, sem jih videl lastnoročno, ampak drugače je tega ogromno. In tega se je treba izogibati. No, tlele je bila včasih prva etaža, to je en hotel na Japonskem, tle je bila prva etaža, to je hotel, to je ena stavba v Turčiji. Kot rečeno, tega je kolikor hočete. Jaz sem tlele samo par slik iz tega zadnjega potresa na Japonskem. Te stvari se ponavljajo. Po vsakem potresu se to vidi. To so mi zdaj kolegi poslali. To je en mesec nazaj. Spet vidite, to je objekt, se že kle vidi, da so stebri v prvi etaži šli. Kle je očitno bilo garaža od spodaj in to so zdaj detajli, avtomobili od spodaj. Oslabljeno. To je drug primer. Ta še stoji, ampak če bi še en močan sunk prišel, bi se do konca porušil. No, in tlele še en objekt. Mislim, da je to. No, in to je en primer iz Furlanije, kjer tudi te tako imenovani nekonstruktivni elementi, polnila, tlele je konstrukcija zgleda čist normalna, ampak ker je od zgoraj zapolnjen, od spodaj ni bilo, zdaj ne vem, ali še ni bilo, ali je bilo namenoma, ni bilo in tle vidite, kakšna je situacija. Tak objekt je uničen, tudi če še stoji, če se ne podre kompletno, je to vse uničeno. No, to so mi kolegi iz Švice posodili to sliko, pač nimamo supermena, da bi to držal. In tle je problem interakcija med gradbeniki in arhitekti. Dobro, jaz kot gradbenik bom seveda rekel, da arhitekti prispevajo k temu in gradbeniki pol rešujemo, ker se reše. Da, sam to je v konceptu narobe in tega se ne da. Na papirju se marsikaj dokaže.
en bi rekel sposoben statik bo na papirju dokazal, da je to v redu in v skladu s predpisi in tako naprej. Samo v resnici se pa ne bo dobro obnašal. Ne. Temu se je treba izogibati. No, še en primer, to je ena bolnica v Kaliforniji, že precej časa nazaj, tudi takale mehka etaža, klele vidimo, tole je 70 cm pomika, kle 20% višine, še vedno stoji, ampak zakaj stoji, kle hočem nekaj drugega pokazati, rečemo druga napaka, ki se danes ne dela več, ampak se je včasih delala. Mi imamo v stebrih neko vzdolžno armaturo, ne, ki gre v tej smeri, vzdolžno armaturo imenujemo, in potem imamo neko prečno armaturo, ki jo imenujemo v našem žargonu stremena. Ne. In ta stremena so izredno pomembna. Če teh stremen ni, obnašanje armirano-betonskih elementov ni dobro. In pred leti se tega nismo zavedali, pa se niso zavedali, no, še malo kasneje preden sem. In je bilo teh stremen minimalno in tanka stremena so bila. In predpisi danes grejo v to smer, da vedno nova generacija predpisov, vedno večja, močnejša stremena zahteva. No in kle se vidi, gledajte, kle je bilo v tej stavbi so bile dve vrste stebrov. Ena vrsta stebrov, kjer so minimalna stremena in vidite, kaj je z njih nastalo. In druga vrsta stebrov s tako imenovanimi spiralnimi stremeni, kjer se armatura ovije okoli vzdolžne armature, to so najboljša stremena, ki so lahko. In vidite, kle je ovoj odpadel, ampak jedro je ostalo in to jedro je obdržalo tole celotno stavbo, da se ni kompletno porušila. No, to se kle bolj vidi. Tole je ta, bi rekel, slabo narejen steber z današnjega stališča, danes to jasno ni dovoljeno, minimalna stremena, kleno streme, pa ne vem, klele mogoče še. Tole je pa grdo zgleda, ne, ker je ovoj odpadel sam, je nosilnost. Pri 20% deformacije še vedno nosi. No, tega spet vidimo pri starih objektih, to je primer iz Črne Gore, stremen praktično ni, tukaj, in posledice so take, ali pa rečemo z Japonske. To je druga huda napaka, ki se danes odpravlja. No in še eno stvar hočem pokazati, tukaj montažne objekte, to je spet slika iz Črne Gore. Včasih so to enostavno stike delali na trenje. To je bil pač tisti račun, so delali, so pokazali, da sila trenja je večja kot potresna sila in to je bilo pol to. Jaz se bojim, da je pri nas dosti takih objektov, da je to samo položeno eno na drugo. In to se vidi, kaj je, te stvari padajo, to stvari ne funkcionirajo. Stiki so pri montažnih objektih tisti, ki so bistveni. No, to je še ena montažni objekt, ki je padel v Turčiji. No, zdaj zaščita pred posledicami potresov. Seveda ta zadeva je precej kompleksna, tukaj mora biti sodelovanje geologije, seizmologije, gradbeništva, geotehniki in konstruktorji in strojništva v končni fazi. Geologi študirajo prelome, seizmologi študirajo, kako zdaj seizmični valovi potujejo in pridejo nekje do objekta, potem ta objekt je seveda na nekih plasteh zemljine, tam morajo biti geotehniki zraven, pol pridemo mi, konstrukterji, če rečem zdaj, ki moramo ugotoviti, kako bo konstrukcija nihala med potresom in kaj se bo dogajalo s to konstrukcijo. In seveda moramo dati podatke za strojnike, ki se ukvarjajo z opremo, ker predvsem pri industrijskih objektih je oprema včasih bolj pomembna ali pa večinoma bolj pomembna kot sama konstrukcija. Nuklearka je že tak primer, kjer je oprema mnogo bolj pomembna. No, in seveda mora biti tukaj eno sodelovanje. In tukaj, da malo razumemo, bi moral tole povedati. Kako sploh projektiramo, če
tako malo z visoko besedo rečem, filozofija projektiranja. Mi ne vemo, kakšen potres bo, ne. Tukaj govorimo o verjetnostih. Rečemo, nek potres je pogost, pa na primer povratno dobo približno 100 let, potem je redek potres, ima povratno dobo približno 500 let, to pomeni, da se pojavi enkrat v 500 letih ali pa enkrat v 100 letih in potres je lahko še večji, največji pričakovan. No in za tega velja, zato je ta hecna številka 475 let, 10% verjetnosti v 50 letih, da se zgodi po neki poenostavljeni teoriji. In potem je stanje objekta uporaben, varen in blizu porušitve. In imamo običajne objekte, pomembne objekte in zelo pomembne objekte. In to, kar mi projektiramo običajne objekte, je na ta redek potres, za katerega je 10% verjetnosti v 50 letih in naj bo varen. Ne dovoljujemo poškodbe, to ljudje ne vejo po potresu. In rečemo, če pride močan potres in pride do poškodb, smo pol gradbeniki krivi. Ampak to je način projektiranja. Zato, ker verjetnost je majhna, 10% verjetnosti je majhen in bi bilo neekonomično, če bi projektirali tako, ker to seveda so dodatna sredstva, da bi ostalo vse brez poškodb. Torej, to je filozofija projektiranja. Pri pomembnih objektih seveda so večje zahteve in pri zelo pomembnih objektih še večje. Kaj sem jedrski reaktor? Pri največjem pričakovanem potresu se računa, da je to 10.000-letni potres, za katerega se zgodi enkrat v 10.000 letih, naj bo uporaben, ampak ne tako, da bo proizvajal elektriko naprej, ampak tako, da se varno zaustavi v tem smislu. Ne. Tako da glavna kontrola je za običajne objekte, da je varen pri 500-letnem potresu in da je uporaben pri 100-letnem potresu. To je približno taka filozofija. No in če narišemo to, mogoče si malo bolj predstavljamo, če je to jaz posodam od kolegov iz Kalifornije, kleda je celotna prečna sila od spodaj in kle je pomik konstrukcije, ne, v linearnem območju smo kle, pri pogostih potresih moramo biti v linearnem območju. Tam smo normalno, pri vseh gradbenih obtežbah smo v linearnem območju, ne sme biti poškodb in tako naprej. Ampak pri potresu dovoljujemo, da smo kle nekje. Še vedno moramo imeti neko varnost do porušitve, ampak dovoljujemo poškodbe. To je važno, da se tega zavedamo. Torej, projektiramo na tole stanje. Seveda, zdaj je problem, ker odziv konstrukcije na potresno nihanje tal je prvič dinamičen, ker to se spreminja s časom, drugič je nelinearen, kot smo videli, in tretjič je stohastičen. Mi ne vemo, kakšen bo potres. In to so vse stvari, ki jih gradbeniki nismo navajeni. Saj se imenujemo tudi statiki. Statik, zato ker je vse več ali manj na miru. In to so vse stvari, ki povzročajo seveda težave. In stvari se skušajo poenostavljati, da je to možno tudi v vsakodnevni praksi nekaj računati. No, glavna negotovost pride od potresa. Mi ne vemo, kakšen potres bo. Mi približno predvidevamo, kakšen potres se bo zgodil. Ni samo jakost potresa, je tudi frekvenčni sestav, kakšen je. Od tega je zelo odvisno, ali bo prišel objekt v resonanco ali ne bo prišel. No in tukaj imam jaz zdaj akcelerograme zbrane iz nekih ameriških potresov, ki je vse v enakem merilu. Tukaj je časovna skala 80 sekund in tukaj je pospešek, plus NG in minus NG. In vidite, zelo različni frekvenčni sestavi in seveda različne jakosti. In to je treba zdaj nekako naprej predvideti. No, tole je posnetek, akcelerogram se to imenuje, ta potres, ki je povzročil to jedrsko katastrofo v Fukušimi. Vidite, tukaj praktično zgleda, sta bila dva potresa, eden, ki se je majčkeno že zmanjšal in potem prišel drug sunk in tele špice, pogledajte, klele se sicer ne vidi, ampak jaz sem tukaj napisal maksimalni pospešek tal, tukaj je 2,7G. 2,7, skoraj 3 pospešek težnostni je bil, ampak špica seveda in
In mi največ porabljamo, in tudi vse karte so narejene za ta peak ground acceleration, maksimalni pospešek tal, čeprav se zavedamo, da to ni dobra mera za poškodbe. Tudi tle se stališča tega potresnih posledic niso bile tako hude, kot bi ustrezali temu pospešku na prvi pogled. Ne. Torej, pospešek ni dober pokazatelj. Torej, zelo kratko trajanje te špice, ena špica in tako naprej je vrsta tle parametrov. Ampak to pač uporabljamo, ker pomnožimo z maso in je sila. Ne. To fizikalno je to najbolj primerna količina. No in to je zdaj tako imenovana potresna nevarnost, seismic hazard, se pol prikazuje. Mi moramo vedeti, kakšne potrese pričakujemo, približno. Ne? In to se naredijo potem take karte potresne nevarnosti, to je najnovejša potresna karta Evrope, karta maksimalnih pospeškov tal, tlele gre do 0,5 G samo, ne? Tiste špice pač niso zajete, do 0,5 G, 50% G in vidimo, čim bolj temno rdeče je, tem večje pospeške pričakujemo. No in mi smo tlele, bi rekel, en rdeč otok v Evropi, kjer pričakujemo te pospeške in to je na skali do 25% G projektni, do četrt pospeška prostega pada. Torej, en je zdaj jakost, ki jo dobimo iz karte, pričakovana jakost in to je za 500-letne potrese bilo, tam sem pozabil povedati. Ne? Če gremo seveda na 10.000-letni potres, kot je za jedrske elektrarne, se to bistveno poveča. In zdaj drugo je frekvenčni sestav. Frekvenčni sestav predviden se zajema za spektri, to je spektr, tlele je nihajni čas, tukaj je nihajni čas konstrukcije in tukaj je vrednost v spektru, vrednost pospeška. In tlele smo v resonančnem področju, tale vrednost je maksimalni pospešek tal, tlele so amplifikacije in tle so deamplifikacije na konstrukciji. Mi imamo konstrukcijo in imamo tla. Če je konstrukcija v resonančnem, pri potresu ni čiste resonance, ampak do neke si lahko predstavljamo približno, do nekih resonančnih efektov pride. In če je konstrukcija v resonančnem območju, pride do amplifikacije, rečemo 2 do 3-krat večji pospeški na konstrukciji kot na tleh. Če pa nismo, če smo pa kle daleč od resonance, se pa to zmanjša. Torej, kombinacija potresne karte plus spektra, ki je različen za različna tla, na slabih tleh so drugačni spektri, drugačen frekvenčni sestav nihanja tal kot na togih tleh in s to kombinacijo potem nekako ocenimo gibanje tal, pričakovano in na to projektiramo. Samo treba se zavedati, da negotovost je zelo velika, seveda. Druga negotovost pride od nelinearnega obnašanja. Tukaj so primeri nelinearnega obnašanja različnih materialov. Jeklo, armiran beton, zid, prednapeti beton. Tole rečemo obtežba, deformacija, tako imenovano histerezno obnašanje. Zelo različno. Tole pomeni veliko sipanje energije, tole pomeni majhno sipanje energije. To ni dobro, to je dobro. Ampak to je zdaj en element, to je treba zdaj v celotno konstrukcijo spraviti, ne? In kle se pojavljajo težave. Tudi pri posameznih elementih, rečemo armiran beton, to je en steber enakih dimenzij, enako obtežen, ampak en dobra armatura in slaba armatura. Slaba armatura, kot vidite, pri majhni deformaciji že pride do porušitve, se izgubi nosilnost. Ta se zelo dobro obnaša. Pri velikih deformacijah v neelastično območje še vedno stabilno obnašanje. Torej, vrsta vplivov je kle, ki jih je treba upoštevati in kle so seveda težave. To je treba zdaj sestaviti, vse skupaj v nek model konstrukcije, posamezne elemente in seveda danes imamo možnost, končni elementi in možnost je teoretična, da se računa 100.000 ali pa milijon končnimi elementi. Nelinearna dinamična analiza, ki tudi najmočnejši računalniki delajo neki dni, ampak po mojem
Marsikdo misli, da nimate pravega smisla pri vseh negotovostih. Mi ne moramo dobiti natančnejših rezultatov, kot so podatki. In podatki, saj v potresih in v nelinearnem obnašanju konstrukcije niso natančni, zato nimata pravega smisla. In tudi nevarno je preveč komplicirati tle in jaz večkrat pokažem tole, ker je moj kolega že 14 let nazaj povedal in mislim, da to drži, da moderni software in računalniki, saj za inženirje omogočajo, da naredijo več, ampak mislijo manj. To, kar se mi, saj naša skupina trudi, je zasledovati tole, simple as possible, but ravno ta prava meja, ki jo je pa seveda včasih težko najdeti. No, tako da jaz bom sam naše prispevke samo na tem slajdu zelo na brzino povedal. Torej, vse gre v tej smeri neke praktično uporabne metode, s katerimi skušamo te komplicirane pojave, upam, da sem majčkeno prikazal na en način, ki je tudi primeren za projektante, ker važna je povezava med raziskavami in prakso. Če nič ne pomagajo odlične raziskave, če se v praksi to potem ne pride na nek način, da se to uporabi konkretno, rečemo v tem primeru, na objektih. No, začetek je bil program Javek, ki je bil uporabljen za račun ogromne večine stavb v Sloveniji dolga leta in mimogrede moji, bi rekel, mlajši, ki so danes srednja generacija, postajajo profesorji, ki so uporabljali ta program, so nekje zdaj prišli do tega, da so takrat, ki se to uporabljali, so inženirji in študentje tudi nekaj morali misliti in so reaktivirali ta program in je danes spletna verzija dostopna. Bil je pa narejen za računalnik IBM 1130 za 64K. In še danes dela, teorija je vsa in se uporablja še naprej. Upustili smo ga pa zato, ker nismo mogli slediti tem fancy input pa output. To se na univerzi ne da delati, to morajo profesionalne organizacije delati. No, potem smo šli na nelinearno analizo in to je tako imenovana N2 metoda, nelinearno dva različna modela, ki je vključena v evropski standard Eurocode in se uporablja tudi izven Evrope, precej popularna, torej nelinearna možnost, nelinearna analiza, ki je dejansko, kot smo videli, je nelinearno obnašanje poenostavljeno. No in to, kar zdaj delamo, je praktična uporabna metoda za verjetnostno analizo. Problem je jasno kle verjetnost, in samo verjetnostne analize so še enostopno bolj zahtevne. No, nekaj podatkov o eksperimentalnih raziskavah. Mi smo tukaj pokazali eno potresno raziskavo na potresni mizi. Torej, tipična porušitev ene zidane stavbe. To jim je ušlo. To seveda niso pričakovali, ker to je nevarno za to tako imenovano potresno mizo, ploščat, ampak smo videli ta lep posnetek. Torej, potresne mize, to je tisto, kar simuliramo potres v laboratoriju. To mi je kolega Tomaževič dal, bivši ZRMK. Tam imajo tudi eno manjšo potresno mizo, to je raziskave zidanih stavb. Zdaj, če stavbe niso povezane, če so leseni stropovi in zidovi niso povezani med sabo, pride do izpadanja zidov iz svoje ravnine. Če so pa povezani, to je enaka stavba, samo je tukaj povezana z vezmi, potem pa pride do rušenja spodnje etaže, samo pri dosti močnem potresu. Torej, to je način ojačevanja starih objektov.
No in to je zdaj laboratorij in to je dejansko obnašanje konstrukcije, ne, to je nekje s Furlanije in tole je iz Črne Gore, ne, to je povezani zidovi in zdaj to je ta primer iz laboratorija tukajle, ne, in to je v naravi. No, največja potresna miza, samo da imate malo občutka, kaj se dela, je na Japonskem, je 15x20 metrov s tridimenzionalnim vzbujanjem, torej v 3 horizontalnih smereh se to vzbuja, to je na Japonskem narejeno. Največji na svetu, to je cel kompleks, ki so ga začeli graditi po potresu v Kobeju, leta 1995 je v bližini Kobeja narejen. Investicija je bila takrat $500 milijarde ameriških dolarjev priračunano, to je ta potresna miza, ne, se vidi, tole so ljudje, ne, se vidi te dimenzije. In tole je slika, jaz sem imel možnost, da sem to v novembru bil tam, kjer so preizkušali, tole je 10-etažna armirana betonska stavba v merilu 1:1. 27 metrov, da mogoče malenkost pomanjšana, toliko, da so lahko v laboratoriju spravili. In zgradili so jo zunaj in sestavili iz 2 delov in potem not pripeljali in sestavili, toliko da malo občutka, kaj se to dela. Samo te raziskave so seveda toliko drage, da to se morajo in Japonci in Amerikanci združiti, mi lahko malo sodelujemo zraven in to predvsem pri evropskih projektih, to je en primer, to je bil SPIR, evropski projekt, pri katerem smo sodelovali, tukaj je en laboratorij v Joint Research Center v Ispri, kjer imajo tudi en velik laboratorij in to je ena stavba 3-etažna samo, ki je v merilu 1:1 zgrajena, bila zunaj laboratorija, na valjčkih prepeljana v notranjost in tukaj bomo videli, to je pa psevdodinamični preizkus, to pa ni potresna miza, ampak je tukaj ena toga stena in tukaj še en provizoričen okvir in vzbujanje v eni smeri in vzbujanje v drugi smeri, ampak počasno, to je malo v kombinaciji z računalnikom, to se imenuje psevdodinamičen, ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, jaz ne morem iti v detalje in tukaj bomo videli zdaj tale poizkus, kjer je seveda zdaj spravljen to skrčen v realni čas. Ampak to tak preizkus traja mogoče ne 2-3 uri ali kaj takega, gre korak za korakom. No in seveda te raziskave se uporabljajo za verifikacijo naših matematičnih modelov in ugotavljanje obnašanja in marsikaj se tukaj da naučiti. No, ta stavba je bila projektirana tako, kot so včasih pred predpisi projektirali in stebri so taki in pa smo mi tole sprojektirali enako stavbo, kot bi po sedanjih predpisih in zahtevali bi bistveno večje stebre od 25 na 35 cm, bistveno več vzdolžne armature in bistveno večja stremena. Seveda stavba je bila dražja, ampak bistveno boljše obnašanje. Zdaj, s temi metodami, ki jih zdaj smo začeli uporabljati, verjetnostnimi metodami, smo izračunali verjetnost uničenja v 50 letih, to je življenjska doba stavbe nekako, ne. Za testno stavbo 28% verjetnosti, da bi se uničila, se pravi, mogoče ne kompletno porušila, ampak ekonomsko uničena v 50 letih, medtem ko stavba v modernih predpisih 1%, ker je še vedno več, kot ljudje pričakujejo. Mi smo naredili eno anketo med laiki in med projektanti in številke so bile kar podobne, približno 1 promil pričakujejo, to se pravi 1 stavba od 1000, da bi odpovedala, ne. Zdaj mogoče je ta številka še malo visoka, mogoče se v teh računih še konzervativnosti, ampak na vsak način tegale ne moramo še zaenkrat doseči z modernimi predpisi, to, kar bi ljudje pričakovali. No, če zelo na hitro še razmere
razmere v Sloveniji, seveda to je potresno območje. Tale slika, ki sem si sposodil od seizmologov, mi je všeč, ker kaže, kakšno področje je bilo med raznimi potresi prizadeto. To je idrijski potres, ljubljanski potres, potres v Furlaniji in to je bovški potres, leta, kot vidite, majhni, majhen v primerjavi s tistim, kar se je že v zgodovini dogajalo. To je projektni pospešek tal, karta. Kot vidite, čim bolj rdeče je, tem močnejši potresi se pričakujejo. Tole je 0,25 G, tlele v Posočju pa Ljubljana in to odpada v eno in drugo smer. To je tisto, kar v 500 letih pričakujemo in na kar projektiramo. No, en prelom je bil seveda za Slovenijo ta ljubljanski potres leta 1895, magnituda ocenjena za nazaj približno 6. Že leta 1996 so bili predpisi izdani v Avstro-Ogrski takrat, kjer so govorili tudi o nekih ukrepih okrog potresne odpornosti, zahtevali so vezi v zidanih stavbah in jaz sem jih, moja hiša iz 1907, ko sem jo adaptiral, sem našel te vezi not, ampak stvari so in še leta 33, v 30 letih, ko je bil ljubljanski nebotičnik, so mislili na to in jaz sem šel po arhive iskati, ker večkrat sem slišal, da je nebotičnik izoliran in sem našel dejansko neke vrste gradbenega dovoljenja na 4 straneh, ki ga je podpisal Ban Marušič takratni in na 3 straneh govori o potresni odpornosti in potem eno stran o požarni odpornosti, to je bilo v Gradbenem vestniku objavljen in to sem načrte našel in govorijo o potresni legi, potresna rega, tlele je narisana potresna rega in sicer plasti pločevine, po katerih naj bi to drsel. Ampak ne vem, kako so si zamislili, ker če pogledate, nebotičnik je povezan z ostalimi stavbami in to ne more funkcionirati. Če hoteli, da se tla premikajo in nebotičnik ostane na miru, bi mogla biti dilatacija narejena. Ampak to je eden prvih, če ne prvi primer v svetu, kjer je bila potresna izolacija inženirsko uporabljena. No, ampak pol so se stvari pozabile, prišla je druga svetovna vojna in gradnja po drugi svetovni vojni in od takrat imamo pa tele objekte. 13-etažna stolpnica v Ljubljani. Tamle je nebotičnik, na levi in na desni je moderna galerija. In ko je bila slečena, zgleda tako, brez armature. To so zidaki, 13 štukov, brez armature. Si predstavljate, kaj bi se to zgodilo. To sem spet si sposodil od bivšega ZRMK-ja. To so neki zidaki iz granulirane plavžne žlindre in zapolnjeno s cementom. In jih imamo še v Ljubljani, Hrvatski trg, tam z Miklošičeve ceste in podobnih stolpnic je še pa še. Kaj s tem narediti? Tisti stolpnici, v teh stolpnicah je rečemo 50 stanovanj, po Jazbinškovem zakonu privatiziranih, nikdar se ne bodo usoglasili, pa tudi tehnično je problem, ker bi bilo treba izseliti. Podoben primer je bil dom FDV, zgrajen 63, 11 nadstropni, porušen zaradi potresne požarne ogroženosti, ponovno zgrajen leta 2006. To z unimi objekti je neizvedljivo, to študentskim domom se je dal narediti. No, slovenski predpis je išel leta 1963, do takrat ni bilo nič, dobenega predpisa, Avstro-Ogrske seveda ni bilo več in nič se ni upoštevali do leta 1963, no, 13. junij 1963. 13. julij je bil potres v Skopju, kjer je bil ta slovenski predpis prevzet z manjšimi spremembami kot jugoslovanski predpis. In to je, bi rekel, začetek predpisov v Jugoslaviji. In ta predpis se je potem spremenil, po potresu v Črni gori se je dopolnil. Tako da tudi zavarovalnica danes loči grajeno pred 64 ali pa
po 64. Ne. Pred 64 ni predpisov, po 64 so predpisi. No in danes imamo Eurokod, evropske predpise. Slovenija je bila prva država v Evropi, kjer so Eurokodi, te evropski predpisi postali obvezni iz raznih razlogov. Nekatere države jih še danes nimajo kot obvezne. Mi smo jih že leta 1995, že pred standard, nekje v kombinaciji z Darsom, ki so oni zahtevali za avtocestne objekte, da se uporabljajo te predpisi. No, s tem sem jaz prišel do konca, praktično smo sposobni zaščititi grajeno okolje pred potresi, novi objekti, ni nobenega dvoma. Ja, jaz imam tudi eno statistiko, japonsko, na katere se lahko zanesemo. Leto gradnje, to so spremembe v japonskih predpisih, in podrti objekti ali pa močno poškodovani in tako naprej, jakost, velikost poškodb, se vidi, da to pada. Z letom gradnje, z boljšanjem predpisov, to pade, v tem ni nobenega dvoma. Obstoječi objekti, tehnično ja, nobenega problema, ampak ekonomski, organizacijski problemi, to ni enostavno. Ne. In zadnji slajd, ali so gradbeni objekti potresno odporni, mislim, tukaj ni enostavnega odgovora. Odvisno od leta gradnje, to se pravi kritično je obdobje 45 do 64, pa jasno vojna, da se ni gradil, odvisno od materiala konstrukcijskega sistema, pa še pol, če je vse v redu, upoštevanje predpisov ali pa ne upoštevanje predpisov. Ne. Zdaj, revizije so zadnje čase ukinjene, vsaj za običajne objekte, vprašanje, koliko se upoštevajo predpisi. Dejstvo je, med močnim potresom bi se porušili številni objekti, o tem ni nobenega dvoma. Kaj narediti? Potresov se ne da preprečiti, ne kratkoročno napovedati. Edina zaščita potresno odporna gradnja in pri starih utrjevanje, ampak težko je to izvesti, ne? Ker pozabljamo. Ne? Človek je navajen, da bo reče, to se pa meni ne bo zgodilo, to se pa drugje zgodi, in to je ta dogodki z majhno verjetnostjo. Tle so težave. Tako da, hvala lepa, jaz sem par minut podaljšal, se opravičujem. Hvala za... Hvala za čudovito predavanje, zelo zanimivo. Predno dam besedo publiki, bi si dovolil vprašanje v zvezi z zaščito administrativno in praktično. V začetku ste povedali, da predpisi ne pomagajo dovolj, če je izvedba slaba, in sem si zmeraj predstavljal, da je to najbolje urejeno na Japonskem, pa ste pokazali rezultate iz Čila, kjer je verjetno še boljše, ali je... Ja, ne vem, če je boljše, ampak je dobro. Ne? Mogoče je Japonska še vedno boljša. A oni napredujejo tudi na področju izkušenj verjetno v svetu ali raziskovanja? Ja, Japonska je seveda vrhunska. Čile pa sledi temu. Še eno vprašanje v zvezi s tem, kaj je bolj enostavno zaščititi zgradbo pred temi strižnimi potresi ali vertikalnimi? Ja, to je vedno kombinacija. Mislim, vsak potres ni noben samo v eni smeri, to je vedno kombinacija vseh smeri. Ampak nekje najbolj nas skrbi horizontalno nihanje. Zato, ker normalne obtežbe ne delujejo v horizontalni smeri. Ne? Vse obtežbe v horizontalni smeri so izredne obtežbe, ali je to veter, ne? Ali je potres, medtem ko vertikalna je en G že not. Ne? In tudi, če pride 50% G-ja od potresa, to pokrijejo varnostni faktorji. Razen, če je kakšna močna konzola, ne, tiste je nevarno, ali pa veliki razponi. Sam normalno nas vertikalna komponenta potresa ne zanima oziroma ne skrbi toliko.
Horizontalna je tista, ki je kritična. Ja. Kakšno vprašanje iz občinstva? Še? Jaz prihajam z Ljubljanskega barja, pa me zanima, ker imamo v bistvu že utekočinjen teren, tako rekoč, ne? Ali smo kaj bolj rizični, ker z karte nisem ravno razvidela. Ja, na Ljubljanskem barju, kot vem, je tako treba vse pilotirati. Ja, to ja. Ja. To ja. Tako da pa objekti so nizki, ne? Objekti so nizki in ampak mislim, da Ljubljansko barje utekočinjene ne more priti, ker tam mora biti peski. Za utekočinjene 3 pogoje morajo biti drobno zrnati peski, ne? Si je treba predstavljati kot kakšna mivkasta plaža. To je teren, v katerem pride do utekočinjenja. Zdaj, odvisno od tega, kje je, jaz tam ne bi tako zelo. Dobro, lahko pride do poškodb, sam do rušenj pa tam največ ne more. Ja. Koliko smo pa daleč s tem napovedovanjem? Jo, to je pa daleč. To je pa daleč. Mislim, napovedovanje, ja, to bi rekel srednjeročno, ne. Saj te potresne karte so napovedi, ne. Ampak tisto, kar jaz mislim kratkoročno, to je rečemo, da bi zdaj rekli, jutri ali pa čez par ur bo potres, ne. To je pa daleč. Mislim, dela se na temu, marsikje po svetu, pa tudi so bili že uspehi. Kitajci so že 76. ali 75. napovedali en potres. Ampak tam je bilo tako, no, to je mogoče zanimivo. Takrat je bila še kulturna revolucija, pa pozimi je bilo, februar je bilo. Prvič so napovedali, oni so angažirali vse amaterske, živali so opazovali, vse možne načine. In so prvič napovedali in evakuirali celo mesto in se nič ni zgodilo. In so drugič napovedali in se spet nič ni zgodilo. In se tretjič napovedali, se je pa zgodilo, ne. Ampak zdaj si predstavljate, rečemo, v eni normalni državi, da bi dvakrat napačno napovedali. Že ena napačna napoved, prvič je ekonomsko. Minister odstopi. Ekonomsko katastrofalna, ne, panika nastane, lahko sekundarne nesreče in tako naprej. Tako da te napovedovanja posod delajo, samo da to pride v javnost, so pa zelo previdni. Hvala. Kar? Pokazali ste nam karto nevarnosti potresne in omenili, da je to najnovejša karta. Ja. Zanima me, kako pogosto se te karte spreminjajo in na podlagi česa? Ja, spreminjajo se mogoče vsakih, mislim, v raziskavah, to je karta z enega evropskega projekta. Torej, naša karta slovenska je iz leta 2001. Mislim, da je. Skušamo, da se ne spreminjajo preveč pogosto, ker to vnaša zmedo, ne. Spreminjajo se pa zato, kaj si nove raziskave, kakšni novi potresi se zgodijo, pa se korigirajo tisto, kar je bilo prej, potem kakšne nove raziskave pokažejo nove prelome, tudi nove metode. Tako da stalno se kaj dogaja in seizmologi seveda na novo zračunajo. Ampak ravno v tej karti najnovejši je zdaj se nova generacija evropskih predpisov pripravlja in so velike diskusije, ali bi to karto upoštevali ali ne. Nekateri so zelo nesrečni, te srednjeevropske države se jim je dvignila potresna nevarnost in so silno nesrečni zaradi tega, tako da v predpisih se ne spreminjajo prav pogosto. Mislim, more se malo utrditi, pa malo preizkusiti, da se vidi, kaj je.
vprašanje tu zadnje. Tine. Prosim, doktor Tomažič. Jaz imam dve vprašanje zelo kratke, eno bolj tehnološko, eno bolj življenjsko. Če imamo v mislih eno veliko stavbo, kot jih vidimo v kakšnih dokumentarnih serijah, stoji sama, kakšen je trend zagotavljanja potresne varnosti? Je tu robustna gradnja, pač več materijala, več teh preves, ne vem, pač bolj bikasto vse skupaj narejeno, ali kakšne bolj tehnološke rešitve, drsne plošče, kompenzacije, nihanja, ne vem, v tem smislu? Drugo vprašanje sledi. Ja, oboje se dela. Klasična je način, je tak, sem jaz govoril kle, da se zagotovi duktilnost. No, duktilnosti nisem omenjal. To je sposobnost obnašanja v neelastičnem območju, sposobnost deformiranja v neelastično območje. Če imamo dobre histerezne zanke, ne, take polne histerezne zanke, ker histerezna zanka je povezana z zasipanjem energije. Torej, če imamo dobro duktilne objekte, ki se lahko deformirajo v neelastično območje in v drugo smer in te zanke so sposobni delati brez porušitve, s tem sipamo energijo, ampak seveda to pomeni poškodbe. Ne? Vsaka neelastična deformacija pomeni poškodbe. To je klasičen način. Moderni načini so pa izolacija, to se danes precej uporablja, pri nas še ne, v Sloveniji je sam objekt potresno izoliran, torej izolacija, ali pa dodatni dušilci, potem grejo celo Japonci pa marsikje po svetu, tako imena aktivna zaščita, da seveda računalniško, da se aktivirajo neki sistemi, odvisno registrira nihanje konstrukcije in se aktivirajo neki sistemi, ali pa lahko kakšne mase, ki nihajo. To so vse neki moderni sistemi, ki pa seveda so dražji, ne? In zato se redkeje uporabljajo, ali pa za kakšne bolj pomembne objekte. Se pa vedno več uporabljajo. Hvala. Drugo vprašanje je pa tako stališča vsakodnevnega obnašanja v stavbah. Ne. Če pogledamo tja, v zadnjih 5 letih postaja zelo popularni požarni redi, evakuacijski listi, eno, drugo, levo, desno. Ne. Zdaj nisem več z generacije, nič nas ne sme presenetiti, mi nismo imeli nikoli vaj, kaj narediti pri potresu, niti večina ljudi ne ve, kam se postaviti. Ni mogoče, glede na to, kje živimo, karto smo videli, smo nek rdeč otok, ne. Malo zapostavljeno to poudarjanje varnosti, sploh glede na vaše navedena dejstva, da je mnogo stavb še iz obdobja, ki so kritična, ne bi mogoče bilo na mestu vsaj opozarjati ljudi, osveščati, ali si malo zatiskamo oči pred tem in pač saj bo vse v redu, kar potresa ne bo. Ja, včasih je bilo NNNP, ne. Ja, ampak mislim, da še vedno neke stvari obstajajo po šolah, a ne obstaja po šolah. To ja, seveda bi bilo koristno. Torej, osnovno navodilo je med potresom, če se lahko premikaš, neodvisno kakšen je pospešek, če so zelo močni pospeški, se ne moreš premikati, ampak ne ven teči, med potresom, ne ven, zato ker je večja nevarnost, da ti rečemo cego na glavo pade ali pa kaj iz fasade ali karkoli, to je tudi statistično dokazano. Torej, osnovno je počakati in takoj, ko je možno, jeti pa potem ven, ne. Drugače pa not, ne vem, pod mizo, pod stole, pod preklade, ne, pod boje. To so sistemi. Klasično vprašanje. Imajo pa, na primer, Japonci imajo že tako imenovan early warning, torej to izkoriščajo to, da potresni valovi potujejo počasneje kot recimo radijski valovi. In to imajo za te hitre vlake. Hitri vlaki se jim avtomatično začnejo ustaviti, če zaznajo potres, ali pa tudi na te prenosne telefone,
se lahko naročiš in dobiš obvestilo. In ta potres, ki je bil 2011, moji kolegi so imeli ravno sestanek v Tokiu, ne, in so dobili kar nekaj sekund prej, ampak niso vedeli, kaj narediti pol. To, kar lahko narediš, je recimo, da ugasnaš kakšen plin ali kaj takega. To se da narediti recimo v 10-20 sekundah, ki je ta razlika, če si mal dalj od potresa, potovanja teh valov. Ne. Jaz sem želel dodati eno ilustracijo k prejšnjemu odgovoru, kako pogosto se spreminjajo karte potresne ogroženosti. Kolikor sem jaz seznanjen, je bilo Posočje do leta 1976 v najnižji stopni potresne ogroženosti, potem je pa preskočilo v najvišjo. Pa me prosim popravite, če to ni točno. Ja, mislim, da je bilo nekaj takega, ker zdaj so karte, se delajo na verjetnostnem principu. Takrat, to je bilo 76, je bil potres v Furlaniji, seveda. V teh časih so se pa delali na podlagi zgodovinskih podatkov. Torej, potresi, ki so se že zgodili. In tam, kjer se dolg časa ni doben potres zgodil, je bilo seveda, so bile nizke vrednosti. Jaz ne vem točno, kakšni, jaz sem, najbrž imam tukaj nekje starejšo karto še, ampak sem jo ven vrgel, saj sem že tako bil malo predolg. Je pa sigurno se takrat povečal. Na podlagi potresa 96, ki je bil sicer v Italiji, ampak je imel hude posledice, to je bilo zdaj 40 let tega potresa in se je dvignil. To se pravi, včasih se je tako, čim se je potres zgodil, se je karta popravila. Zdaj se pa gleda prelome, več se ve in ta verjetnostni vidik. Hvala. Še kakšno vprašanje? Bolj ena izkušnja moja s potresi kot vprašanje, ki je pa zelo zanimiva. Ta potres v Čilu, jaz sem takrat bil na drugi strani Andov, spodaj v Malargue, tam, kjer imamo ta velik observatorij, ki je na 3000 kvadratnih kilometrih, pa približno na kilometrski razdalji imamo detektorje in po potresu se je konfiguracija terena popolnoma spremenila. Mi moramo natančno poznati, kje detektorji stojijo in razlike na tej veliki površini so bile metri ali celo več kot 10 metrov. Ja? Ja. Kako delač je to? Čez Ande. Mislim, razdalja je kratka, ne? Hribi so vmes, ampak razdalja je mogoče, ne vem, 70 kilometrov bi kazali, ne? Neverjetno, mi smo morali cel observatorij rekalibrirati, ker se je konfiguracija terena spremenila, ne? Sem si človek ne predstavlja, kakšni premiki so to, ne? Ja. Sam tako, če se vse premakne, to niti z inštrumenti opaziš, drugače ne, ne? Ne, mi smo z inštrumenti verjetno ne opaziš, ne, tudi vertikalno. Ja. Ampak tukaj je preprosto, mi poznamo natančno, kje stoji in ni več stal tam, ne? Je bil premaknen recimo za pol metra ali pa za meter, za 2 metra ali pa po višini tudi, ne? Z enega konca, ki je 50 kilometrov, z enega konca na drugi so bile včasih premiki tudi do višine tam, 5 do 10 metrov, ne? Ja, to so neverjetne sile. Še kakšno vprašanje? Malo seizmologije. Še kakšno vprašanje? Zadaj? Mene pa zanima, če so te najpomembnejši objekti projektirani tako, da prenesejo površinski pretrg površja. Jaz mislim, da doben objekt ni tako projektiran. Noben predpis ne dovoljuje, da se gradi točno na prelomu. Če se ve, seveda, če se ve, kje je prelom, se tam ne sme graditi, ker tisti je težko, ne. Pa me mogoče zanima še to, to verjetno je bilo, kako se je recimo za nuklearko sprejela lokacija ravno v Krškem. To je verjetno mogoče tudi politična odločitev bila, ampak Krško je eden izmed
bolj potresno ogroženih območij. Ja, to drži. Jaz sem kasneje prišel, takrat, ko se je delal, mene ni bilo. Seveda je bilo to slovensko-hrvaška, ob vodi mora biti. Tako da kle so bili drugi kriteriji, je nesrečna lokacija, sigurno, kar se potreca tiče. Torej, v Evropi je sigurno največja potresna nevarnost v Krškem. Ta, kar se tiče pospeškov, to je tako, ja. Voda, ja, pa slovensko-hrvaška je bila nekje vmes, ne. Ja. Prevlaka je bila projektirana, ja. Mislim, ja, delali se je že, ne. Je pol v vodo padlo vse skupaj. Hvala za predavanje še enkrat.